V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je bila v večnamenski dvorani novinarska konferenca, na kateri je bilo predstavljeno delo knjižnice v letu 2020 in nove publikacije z področja potujočega knjižničarstva, literature in kulturne zgodovine ter zgodovinopisja. Zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 je bila knjižnica v preteklem letu zaprta v času od 13. marca do 6. maja. Po tem datumu pa ves čas delujemo v prilagojenih okoliščinah v skladu z ukrepi Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja koronavirusa, navodilom NIJZ-ja in drugih pristojnih organov. V času spomladanskega zaprtja knjižnice smo zaradi povpraševanja po študijskem gradivu nudili od 14. aprila do ponovnega odprtja knjižnice dostavo študijskega gradiva na dom. Za brezplačno dostavo gradiva članom, ki živijo v mestu Murska Sobota, so poskrbeli prostovoljci kluba prekmurskih študentov, za kar se jim na tem mestu še enkrat prisrčno zahvaljujem, in v sodelovanju z civilno zaščito mestne občine Murska Sobota. V primestnih naseljih mestne občine smo sami poskrbeli za dostavo študijskega gradiva na dom. Na področju občine Beltinci je občina Beltinci poskrbela za dostavo študijskega gradiva članom knjižnice, ki prebivajo na območju njihove občine. Vsem ostalim članom knjižnice pa je to vrstno gradivo dostavljala Pošta Slovenije. V lanskem letu so v knjižnici uvedli novo storitev, tako zvano izposojo knjižničnega gradiva ranljivim skupinam na dom, in to brezplačno. V ranljive skupine smo uvrstili iste ciljne skupine, kot jih pač določajo na ravni države, to so nosečnice, invalidi, starejši od 65 let in bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Kljub omejitvam, s katerimi se soočajo, jim je uspelo realizirati kar nekaj projektov. Med drugim jim je uspelo organizirati srečanja bralnega kluba Tanje Pirš. V sodelovanju s Pomursko akademsko-znanstveno unijo so nadaljevali z akademskimi večerji v knjižnici. Cilj tega srečanja je bil, da omogočijo mladim magistrantom in doktorantom, da predstavijo sebe in izsledke svojega raziskovalnega dela. V lanskem letu pa so gostili tudi znane uveljavljene pomurske akademike, dr. Evo Klemenčič in Evgena Cara. V sodelovanju z občino Beltinci in ZTK Beltinci smo začeli z novim projektom, ki pa je bil trenutno izveden v gradu Beltinci, in sicer z grajskimi pravljicami. Ta dogodek je bil namenjen otrokom od 4. leta starosti naprej. Projekt Babice pripovedujejo smo spremenili v projekt Babice in dedki pripovedujejo, ker smo pridobili tudi dedka, ki se je pridružil medgeneracijskemu druženju. In sicer babice in dedki pripovedujejo svoja doživetja z mladosti, svoja avtorska dela, slovenske pravljice, pripovedke, spomine na dogodke v svoji mladosti. V času spomladanske epidemije so izvajali tudi domozdanske večerje v e-obliki, predstavili so tudi prekmursko sajensko knjigo Prekmurščina v slovarjih do leta 1919, šaljiva časopisa Kovran in Duplin in prekmurske časopise v Ameriki. Nadaljevali pa so tudi s promocijo romskih avtorjev in romske zbirke. Prav tako so predstavili razstavo Karoline Kolmanič in razstavo ob 120-letnici rojstva Toneta Seliškarja. V spomin postavitve obeležja Rastoča knjiga Murska Sobota pa smo v e-obliki pripravili tudi razstavo Proces izdelave Rastoče knjiga Murska Sobota kot spomin k temu, kar smo dobili v tako imenovanem prekmurskem letu. Pripravljali smo tudi priložnostne razstave na oddelku za odrasle. V sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota smo nadaljevali z projektom Knjižnica pod zvezdami, gre za naš poletni projekt. V mesecu juliju smo pripravili v Knjižnici pod zvezdami literarno-glasbeni večer, na katerem sta sodelovali Tinkara Konvač z bendom in Bronja Žakelj.
avtorico literarnega prvenca Belo se pere na 90, ki je še vedno tudi v lanskem letu največkrat izposojena knjiga v naši knjižnici. V mesecu avgustu smo gostili mednarodni festival Dneve poezije in vina. Na pesniškem odru sta se nam pridružila Mikael Vogel in Moa Rana. Za glasbeni del je poskrbela Nejša. Sodelovali smo tudi pri skupnih projektih slovenskih splošnih knjižnic, in sicer spletnih portalih. Spletni biografski leksikon znanih Pomurk in Pomurcev je bil združen v novi portal Obrazi slovenskih pokrajin, spletni biografski leksikon znanih slovenskih osebnosti iz slovenskih pokrajin in pa Slovencev po svetu. Na novo je zaživel tudi portal slovenskih splošnih knjižnic, in sicer knjižnice.si. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota že vrsto let svojo knjižnično zbirko gradi in dopolnjuje tudi z lastnimi izdajami. V lanskem letu so izdali 3 nove, in sicer zbornik Soboška potujoča knjižnica, samostojno publikacijo Gimnazija v Monoštru in njen pomen za Slovence v slovenski krajini in 3. številko revije Prekmurjana. V zborniku o 25-letnici potujočega knjižničarstva z bibliobusom z naslovom Soboška potujoča knjižnica je seveda težišče, tisto osrednje poglavje namenjeno tem 25 letom, torej od leta 1995, ko je speljal prvi bibliobus, pa do leta 2020. Tukaj seveda podajamo so to pot od prvega bibliobusa leta 1995, pa potem drugega 2000, ki je tudi obenem zapeljal potem prvič med Slovence v Porabju, kamor od tedaj neprestano tudi zahaja. Potem leta 2014 temeljita obnova tega bibliobusa in pa ta vozi še danes. Potem seveda namenjamo prispevek gradivu, članom, obisku potujoče knjižnice, izposojevališčem, ki jih je trenutno 73, vozi po 11 progah v 12 občinah, seveda tudi potujočim knjižničarjem, ki od vsega začetka dihajo s potujočo knjižnico. Gimnazija v Monoštru je njen pomen za Slovence v slovenski krajini, pa je dejansko rezultat raziskovalnega dela, kjer me je zanimalo, kolikšen delež dijakov je dejansko obiskoval to gimnazijo. Tukaj moram že uvodoma povedati, da je bila to pravzaprav prva osrednja izobraževalna srednješolska ustanova v tedanji slovenski krajini, torej današnje Prekmurje in Porabje. Ustanovljena je bila leta 1893, v Murski Soboti vemo 1919. Za začetek podajam kratko zgodovino Porabja in mesta Monošter, ki je povezan s cistercijanskim samostanom v 12. stoletju. V 19. stoletju je potem mesto doživelo velik gospodarski in kulturni razvoj, kar se je tudi drugje spenjalo po tej poti. No in takrat je bila tudi ustanovljena gimnazija, v njej je bil učni jezik od vsega začetka madžarski, pa vendarle so se tudi otroci, učenci iz slovenske krajine vpisovali v to gimnazijo, kot sama ugotavljam. V 3. številki revije Prekmurjana so zajeti 2 osrednji poglavji sta literarni utrinki in pa kulturno-zgodovinski utrinki. V literarnih utrinkih je seveda poudarek bolj na literaturi, na branju, na knjigi, tudi vlogi knjižničarja, ki jo ima pri tem. Izpostavljamo branje kot vrednoto. Potem v kulturno-zgodovinskih utrinkih pa seveda dajemo večji poudarek na pisno-kulturno dediščino, torej našo tudi v naši pokrajinski študijski knjižnici Murska Sobota.